pridem nazaj po 1 ur, to je bilo, meni je telefon pregorel, jaz kaj takega še nisem doživela, no. Zdaj to, pač do zdaj sem dihala, zdaj me bo pa infarkt. Ema Kosel. Kaj, če bo treba na neki točki zapreti? Kaj, če bo treba zgodbo zaključiti? Mislim, šiht je, ja, sej velik del življenja, ampak ne sme biti vse. Kaj pomeni delo na sebi? Daj sed sam s sabo 2 ure. Ker koliko stvari boš odkril. Jaz sem bila prej toliko konzumirana s firmo, da osebno sploh nisem vedela, kaj pa meni ni všeč kot Emi. Samo pozitivni komentarji, samo spodbudni komentarji, samo oni, Ema, imaš to, imamo mi vse to. Pač so sam neki followeri, ne? Ja, ampak fucking niso stari. Ja, res niso. Tvoj obstoj je pač neki vreden in da ni treba upravičati njega, ker si tlele z razlogom. Nisem čez zihar, če preživela brez te podpore. Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, 2, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Zanj sem bil gost na enem podcastu in me 5-krat vpraša prej, ne? Laharner. Sem rekel, Laharner. Ja, zrajem je zajebanje drugače. Ja, in ona reče Laharner, ne? In jaz tako, ja. Začnejo podcast. Ne. Z mano je Jure Laharner. Ne. Jaz tako, da pa model stari, kolikrat lahko koliko pa poveš, pa bi še smej rekla, ne? Tako da, ja, padava v isto kategorijo mi dva, ne? Kosel. Ne. Ne, Ema Kosel. Ja. Ja. Vse drugačka enkrat dojamaš pol grene. Mogoče. Ja. Prvi podcast, si rekla, ne? Ja, prvi takole, proper. Proper, a? Mislim, proper, so bili tudi ostali super, no. Ja. Ampak tako, da imam mikrofon v faco. Ja, pa luči, pa takole. Ja. Ja, ne, ta prvi tak, ja. Ja, in kako se počutiš? Zaenkrat še malo na trnah. Ok. To se sprosti, veš? Ja, se vem, da se bom. Ja. Ja, se bom. Rekla si, da z možem? Mož? Komu ime? Žiga. Žiga, shout out. Sem slišal, da si fan. Hvala. Poslušata Underback podcast? Ja, z veseljem, res. Ja? Ja, zdaj sva na Finskem, ko sva se vozila tako med mesti, ja, veš, sama divjina, nič od nič. In pa sva itak našopala Underdoga. Poslušala z veseljem. Tam ga zik še noben ni poslušal, evo. Ne vem, mogoče pa. Mogoče pa, ja. Veš? Si predstavljaš? Pismo. Jaz cino. Ampak ne Finc. Ja, ampak tako, kot je bilo recimo z Nino, pa da so spod podnapisi, to ne vem, kdo ne bi hotel poslušati res. Ja. Koliko je nah informacij, pa toliko, koliko je sočutje, koliko je nah stvari zvišno, mislim, noro. Ja. Zanimiv podnapisi, veš, to je toliko zajeban narediti za podcast stari. Mislim, nismo še kreknali, ampak to meni dela moja zelo dobra prijateljica Enisa. Ja. Shoutout Enisa. Dosti gleda epizoda shoutoutov. Ne, ker res, je ful težko narediti in traja, ne. In da to sprovedeš, pa da pol vse deluje tako, kot more, pa da se, veš, ker ni sam prevedem neko besedilo, a ne. Ne. Pač slang. Ja, to, pa timing, pa mislim vse. Ja, nima dela s tem, no. Tako da ni, ne, ampak gledam pa pri folku, ki ima neko skupnost, ki so tudi tujci noter, se nema pri tebi. A imaš ti veliko tujskih? Tujskih. A imaš veliko tujcev followerjev? Drugač nekaj jih je. Ja. Mislim, tam, ko sem imela še za amazing profil, tam je bilo ful tujcev. Ja. Tlele zdaj pa mogoče tako je ne 5%. 5-10%. Nekaj jih je, no, tako da še zmer se splača v angliščini velikrat pisati. Ja. Ok, Ema, daj mi ti, jaz klasično nimam pojma, ne? Ker tudi nočem vedeti preveč, tako kot sem ti rekel. Daj mi malo pelče svojo zgodbo, tako v bistvu nekako mogoče od tega trenutka, ko si se začela zavedati sebe, kako si pač odraščala, kako iz tega nekako prišla pol v svoj biznis in kaj se je v sklopu pol tega začelo dogajati. Kaj so neki taki trenutki, a veš, ko se ti je življenje malo korigiral? Drugač, zanimivo je, da zdaj šele pri 33 letih malo šele odkrivam sebe. Prej sploh ne vem, če sem bila definirana. Mislim tako, moja identiteta zadnjih 7 let
se je definirala z Amazingom, pač z mojim podjetjem. In sploh jaz nisem vedela, kdo sem. Jaz sem verjela, da sem ta obraz te znamke, valjda, da sem nekdo, kar ful dobro torte peče, ampak tako, kdo sem jaz, ne vem, pojma nimam. In šele zdaj, ko je pač te zgodbe nekako konc ali je na pauzi ali kakorkoli, tako da odkrivam sebe in da sem tako, a to mi je všeč, ok, cool. Tako da ne znam prav veliko povedati, kdo sem bila prej in a sem to res rada delala, ker sem prej delala. Vem pa, da zdaj končen imam malo večjo definicijo sebe, no. Ampak tako pri 33 stari. Ja, eni ljudje nikoli. Ja, no, to je tudi res. Zato je pa treba se o tem pogovarjati, pa deliti zgodbe. In tako, ker boš ti danes povedala, veš, se bo mogoče najde en 45-letnik ali pa letnica, ko bo rekla, čak, jaz sem mislila, da ona sam torte peče, ampak zdaj mi je dala pa življenjsko lekcijo, ne? Ja, mislim, te torte so bile tudi, to je šele zdaj po vsemu, kar se je dogajalo v zadnjih letih, pa dobro, so to verjetno še malo govorila, ampak jaz nikoli nisem mislila, da je to moj posel, da mi jaz to delala v življenju. In tudi ambenmu ni bilo nikoli jasen, zakaj sem se jaz na to podala. Ampak jaz sem zmer imela odgovor, ker me nekdo vprašal, zakaj ste ti tort lotila, jaz sem zmer imela en odgovor in zmer sem verjela vanga. Ampak zdaj, ko se pa začenjam odkrivati in sem se malo odkrila, pa vidim, da to sploh ni bila, nam rekla, moja odločitev, ampak si bila malo porinjena v to. Ja, zaradi situacije, v kateri sem se moment znajdla. V bistvu je bilo tako, no, jaz sem študirala vse povprek, nič me ni veselilo, kjer se nisem najdla. Slučajno je prišlo do tega, da sem jaz torto naredila za en rojsten dan od moža. In pa sem še 2-3 naredila, pa mbena ni bila ful dobra, no, da smo si na jasnem, vse je bilo tako poden. In poj je bil en tak breaking point, ki se ga jaz zdaj zavedam, po 8 letih, takrat meni ni bilo jasno, da je to. Ampak smo šli s familijo na en road trip. Tega sploh še nisem nikoli tako videla. Šli smo na en road trip po Franciji in ena od postajank je bila tudi Nica. In dan, ko smo bili mi v Nici, je bil pa terorističen napad. V Nici na eni promenadi, ki je en tovornjakar plužil skozi množico ljudi. To je bilo tako. Pa moraš vedeti, mi nismo bili samo v Nici, mi smo bili na promenadi, mi smo bili par metrov stran od tega dogajanja. In je bilo grozen. Ampak zdaj za nazaj vem, kaj meni takrat naredil v glav, kjer klik je bil, da je mene potisnil na to pot. Ker jaz sem imela tak fucking survivor's guilt. Zakaj sem jaz v redu, toliko ljudi pa ni. Pa ne samo to, veš, koliko familij je bilo tam. Tisti je bil dan samostojnosti, dan neodvisnosti so praznovali in ne vem kaj vse. In tam je bilo toliko familij in koliko familij ni vstal celah po tistem dnevu. Nas je pa 5 šlo, pa 5 se nas je vrnili nazaj. In jaz podzavestno sem takrat imela samo zakaj sem jaz še tlele? Jaz moram upravičiti svoj obstoj. Jaz moram dokazati svojo vrednost, ker mora biti en razlog, zakaj sem še tle in zakaj se mi ni nekaj tako groznega zgodilo, ker ne vem, koliko ljudem tam. In slučajen sem jaz imela takrat v rokah torte. A veš, da sem naredila 5 tort in da sem imela mogoče malo fokusa tam. Jaz še danes verjamem, da če bile pa to rože ali pa če bilo to, kaj jaz vem, nekaj z lesa, bi pa rekla, to je to, ker sem mogla nekaj zagrabati z vsem 4 in iti v to in po moje bi bil ne glede na to, kjer stvari bi se rotila, rezultat isti. Pač šla bi all in z glavo skozi zid zato, da dokažem, da imam en namen na tem svetu. To je čuden mi sploh o tem govoriti, ker nisem nikoli tako še na glas povedala, ampak zdaj skozi terapijo pa skozi vse malo vidim, kva so bile moje odločitve v življenju, ker ta je bila res drastična. Veš, ta moja poslovna pot se ni začela klasično, ni se začela tako, kot se večina slaščičarskih poklicev, slaščičarjev, kako začnejo, zmer smo radi pekli, zmer, a veš, sem z babico potico pekla, ma kje, jaz sem se tako s palco izogibala kuhanj, nikoli nisem preživela 5 minut noter in že to je bil za vse šoka, ti boš torte pekla, kva? A si jo že kdaj kakšno sploh spekla? Pač ne, ampak grem v ta posel. Tako,
noro. No, tako da. Mislim, hvala najprej, da si pošerala to zgodbo. Ne? Jaz verjamem, da so to taki dogodki, ki pizde stare ti vstanejo v glavi in da doživiš nekaj tazga, pa čutiš to vso energijo, ki se sprosti, ki se nekaj tako hudega dogaja. Verjamem, da je težko, a ne? Ampak fora je, da sploh ne takrat. Jaz se takrat sploh tega nisem zavedala. A veš, zdaj za nazaj znamo vse to nekako zdefinirati, pa ne vem, upisati sploh, kva se je dogajalo in kva so bili tisti miselni vzorci pri meni, ki so se dogajali med tem, ko sem se odločala, kva bom in zdaj, takrat mi ni bilo nič jasen. Nič. Sam pač vedela sem, da nekaj nujen moram. Ja, zanimivo, kako si to ugotovila, ne? Sama ne bi, no. Čistko to. Ja, sigurno. Skozi terapije, pogovore ali kakorkoli, pa marsikaj lahko ubesediš. Ja, se pravi, ti je to veliko pomagalo pri tem, da si dejansko danes lahko bolj, kako bi rekla, bolj stabilna, bolj... Pa tudi tako, da bolj razumem določene odločitve, ki sem jih imela, ker to je drastična odločitev, ful. In tudi, koliko je zaznamovala moj življenje od takrat naprej, to, mislim, si ne predstavljam, no, kako bi bilo... Koliko si bila takrat stara? 25. Ja. In kaj potem, ko si prišla nazaj, dejansko si bila zdaj bom pa začela jaz z tortami. Ne vem, po mojem je bil en teden, pa najbolj smešen je, da Ben sploh ni povezal tega. Ben mi nikoli ni rekel, je to zaradi tega, si kul drugač. Ben ni povezal, tudi jaz ne, valjda. A si imela okoli sebe ljudi, ki si se pogovarjala? Ja. Ful, ampak se mi nikoli ni zdelo, da kdo res dojame razsežnost situacije. Tudi Žiga, recimo, ko sva se pogovarjala, pa ful empatičen, pa valjda probal razumeti, ampak razen nas petih, ki smo bili tam, ne vem, če lahko sploh dojameš, pa še nas pet, je vsak drugač dojemal to. Pa vsak drugač nekako predelal. Ampak jaz sem v bistvu, ko je potisnil, ko sem prišla nazaj, sem prišla do mami pa do očija, v glavnem torte pekla. In sta bila vas... Okay. Ja, in pol ta zgodba je ratala uspešna, ne? Ja. Se pravi, ni bilo lih tako karkoli se užlotila, da bo dober, verjetno imaš talent za to? Ne vem, lahko da imam tudi talent za to, ampak bolj je bil pa res orang garbane, skozi del pa mater, pa ta želja po dokazovanju, da je lahko ne sam dober, ne sam najboljši, ampak ima. A veš, tako kakor da ankoli ni dosti dober, zmeri lahko še boljš. In to sem jaz, ko sem začela majhen bolj torte odkrivati, pa podjetništvo nasploh, ker je v bistvu osnova, torte so tako za zraven, kaj enkrat dojameš, kva je res podjetništvo. Sem videla, koliko je enega znanja klenot, koliko res se moraš naučiti, kva vse lahko daš in kaj trg recimo nima sploh. Pa bi lahko imel, pa je dober potencial, da nekaj ful dobrega uspe. In sem se res, ko sem se gnala, da bi dokazala, pokazala, da se da na našemu trgu nekaj ful dobrega naresno, pa nekaj drugačnega. In po si še povratno zanko dobivala, od kaj Instagram verjetno je bila platforma ta glavna? Instagram, po moje, ko je pa bilo takrat? Mislim, da se je začel s Facebookom drugač. Okay. To je bilo, 7 let nazaj, verjetno je bil Facebook takrat bolj, veš, da se sploh ne spomnim. Po moje je bil Facebook, pa da sem čez kakšen let, 2 še Instagram zraven, ampak to je bil ko še en šiht zraven, veš, pa že takrat se sploh nisi ti bilo treba obadati s tem, kva boš objavil, kdaj boš objavil algoritmi, kva je to. Zdaj tako precej bolj proper moraš pristopati k temu. Takrat ni bilo taktike. Tisti je bilo sam, kva imamo v galeriji noter evo objav, pa je šlo po celom svetu. Ja, jaz vem, da se malo osvobajaš zdaj te identitete Eme kot baker, ampak bi še zmeri šel malo ta čas nazaj s tabo, pa te vprašal, ko si bila nekako nova v podjetništvu, nova v temu, kar delaš. A se mogoče spomniš kakšnih občutkov iz takrat, pa te je bilo strah česa, kako si se nekako tega lotevala, kako si poskrbela, veš, da nisi odnehala, pa da si pač šla čez te vse izzive, ki so se pojavili. Ja, vem, da sem se ta prvih par let počutila kot en največji vsiljivc. Tako, kva je zdelan tle? Veš, kakšni slaščičari so na našem trgu? Pa tako, ko so živeli s tem cel življenje, se izobraževali. Jaz pa 3 torte spečem z enega YouTube recepta, pa odprem firmo, kva z mano. Veš, tako res se ne počutiš, kot da spadaš kje noter. Ja. Ampak sem šla res eno svojo pot, pač nisem šla tisto klasično, ne vem, francosko slaščičarstvo ali pa to našo sahar kremšnite varianta, ampak nekaj svojega sem hotela tako, da je vizualno tudi nekako mene pooseblja, čeprav, če zdaj za nazaj
pogledam, se nisem vedela, kdo sem. Tako da, kva točno sem hotela s tem doseči, še zdaj ne vem. Ampak, ja, sem šla eno svojo pot, pa zmer sem se počutila tako, kakor da pismo, kva jaz tlele delam. Pa sploh, ker sem enkrat imela tokenih informacij, tokenega znanja, pa sem videla, kva vse iztrgam na robe, recimo slaščičarskemu trgam pri nas, ker sem hotela ozaveščati ljudi o temu, pa da kakšno spremembo se naredili. Ker takrat sem videla, da pismo, tlele res hodam po rahlih tleh, a na tlele ni tako, mislim, pazi, kjer mu stopaš na prst, Ja. ker sem zmer malo tako odpirala kakšne take malo bolj teme. Daj mi en primer. Ja, recimo cena. Cena, to vsak ga takoj skatapultira ne vem kam. Ja. Ker ti enkrat rečeš, cena je taka, zato pa zato, ne samo. Najprej zgleda tako, da nekaj hočeš upravičevati svojo ceno, ampak v bistvu moj namen je bil zmeri ozaveščati, kako sploh prideš do cenika in kaj je cenik in da, če se greš ti podjetništvo, je osnova dobiček. Ti ne moreš se iti podjetništva brez dobička, drugače je to hobi. Stari moj, pa ne odpiri podjetja, če ne misliš služiti. Pa zdaj, v Sloveniji pa sploh, ko majhen moraš upravičati se narodu za vsak cent, ki ga zaslužiš, ker je tako, se nisem požrtna denar, sem 5 evrov dobička od enega nakupa, ki je vreden, ne vem, 200 evrov. A veš, tako, ker majhen se moraš posipati s pepelom, pa upravičevati to, da služiš kot podjetje, ker je skregan z logiko, ker to je osnova. Brez zaslužka, brez dobička, ko bo podjetje funkcioniralo. Tako da jaz sem ogromansko okrog tega govorila. In sploh, ko sem jaz odprla firmo, sem rekla, zdaj jaz bom naredila formulo, pač sama jo bom skupaj spravila tako, da bom res vključila noter vse stroške, ki jih imam, koliko časa eno stvar delam, kakšna je cena sestavin, materijala, ne vem, tekočih stroškov, pa po tej formuli bom zračunala, koliko jaz moram računati za torte. To je to. In sem jaz uno ceno ven dobila, ki mene narod vrgal. Meni je zdaj slabo, ko pomislim, ker sem tako, jaz 5 minut delam torte, ne morem računati 200 evrov za torto, kdo pa to plačal? Če vsak ta drug, ne vem, računa 45 evrov, kva ne jest? In pa sem šele videla, kva je vse narobe s trgom, kako ti lahko 45 evrov računaš za torto? Mislim, kva ti ni jasen, če je sam smetana pa čokolada 45. Kako? In kle sem pa začela tako malo bolj odkrivati te, lahko rečem, probleme na trgu, kar se cen tiče, da enostaven vsi se premalo cenijo. Ja, pa veš, kaj sem hotel dodati? Samo to, da verjetno je kvaliteta te torte, ki so oni delali, pa sestavine, ki so noter, niso lih najboljše, ali kaj? Pa tudi ni rečena, veš. Tudi ni rečen. Se razlika med eno slabo smetano pa dobro smetano je 10%. Ja. Veš, se ni spet dan pa noč. Ja. Tako da še zmer, tudi poceni torta je lahko zelo dobra torta, da se razumemo. Če ti v prvi vrsti nisi dober podjetnik, pa ne znaš zračunati svojega cenika niti, bi ga ne se iti podjetništva, ker klele pri tortah se je predvsem to pokazalo, pa to skozi leta sem videla, ena punca pač najprej 2 let na črno dela, ker valjda tako se začne s tortam, poj pa odpreš firmo in namesto da bi ti cenik si izračunal, ti pogledaš k eni, ki jo imaš za konkurenco, ona računa 150 evrov, bom jaz 140, da bom konkurenčna. Ampak ne zavedaš se pa, da una tvoja konkurenca je že nekam pogledala, enemu, ki mu 180, pa je ona dala 150 in ki mu 180 je spet nekam pogledal, enemu, ki ima 200. In v bistvu samo dumping delaš skozi hujši in pridemo do tega, da imaš ti torto, ne vem kakšno, dvonadstropno, 15 figuric gor, ni da ni, za 150 evrov, amazing pa 350. Ja, pizda. Ja. Kako? In kako si pol rešila ta problem iz vidika marketinga, torej zakaj so ljudje pri tebi kupovali? Ja, mislim, da sem gradila predvsem na kredibilnosti. A veš, pa to, avtentičnost, ta ozadje, da kažeš, da si ti res transparenten. Jaz, ko sem delala torto, jaz sem zraven kazala, kjer stvari uporabljam. A veš, in kva bi bil zdaj meni namen, da jaz pokažem eno alpsko smetano za 10 evrov na liter, pa 1 evro špina noter zgleda. Veš, da ni, Tako da mislim, da glih zaradi te kredibilnosti, pa zaradi zgodbe nasploh, zato ki je bila tako. Ker jaz sem res prišla all guns blazing na trg. Jaz nisem bila
tako da bi me kdorkoli prej poznal, pa mene enačil z enim, ki torte dela. In kar naenkrat je bil en nov obraz in to ne sam tako en obraz, ki za by the way pa malo pozabiš, ampak en, ki je postavil eno konkretno ceno in zdaj me pa zanima, zakaj je taka cena. Tako da na začetku vem, da sem ogromno pridobila s to kredibilnostjo, ker enostavno se nisem pustila zamajati v smislu, a ja, rad bi popustil, ok, no pa dajmo ful popusta 40%, da svoj konkurenčen unmo, ali pa da v bistvu sploh ne znam razložiti, kako točen je večina ljudi prišla do mene, ampak mislim, da se je lahko toliko blizu mene počutila, da enostavno so rekli, ok, to je osebna znamka, to je sišem. Skupnost si gradila, ne, že od samega štarta in to, da si ti lahko skupnost gradila, je pač metrika, koliko imaš ti veliko skupnost, koliko ti ljudi zaupa, ne, koliko ti ljudi sledi. Ne. In ti si v takem poslu, kjer če ti nekdo zaupa, ne samo, da bo hotel kupiti, ampak te bo hotel podpreti s tem. In mislim, da si ti to rekla čisto podzavestno. Jaz se nisem zavedala, kva delam točno. Pa tudi sploh nisem znala obesedati, zdaj jaz vem, da je to osebna znamka. 5 let nazaj, kva jaz vem, je to osebna znamka ali ne, sploh nisem slišala tega izraza. Ali pa to, da sem recimo po enemu svojemu principu delala. Jaz sem nisem znala razložiti, kva jaz delam, ker nisem sledila francoskemu slaščičarstvu, nisem sledila tem sahar variantam. Jaz sem kar nekaj sama delala iz glave neki. In šele zdaj par let, da dojemam, da to je pač moja metoda. A viš, prej nikoli nisem znala reči, ja pač po amazing metodi zadeve delamo, da je človek tudi rekel, jaz si želim učiti amazing metode, ne sam, jaz hočem to narediti, kar ti narediš. Pač tako ful besed ti zmanjka, kljub temu, da neki dolga leta delaš, ampak kar ne znaš obesedati, kva to točno delaš. Ja, in je pač tak posel, kjer dejansko bi lahko takoj odgovoril, a ne, kaj delaš. Ampak ni, jaz takle ful te štekam, ker tudi jaz čez podoben proces niso torte, nažalost, ali pa na srečo. Ampak grem čez nek podoben proces, kjer se konstantno odkrivam, pa konstantno redefiniram. In s tem, kar delam, in tudi podcast. Jaz tudi verjamem, da je podcast ratu tako hiter, tako uspešen, kar pravijo, zaradi tega nov obraz na trgu, pa pač kvaliteta je bila odzadaj in je bil ful puno čaka, kdo to zdaj dela. In se mi zdi, da pač je tukaj ful pomemben ta timing. In ti si temu timingu dala šanso, zato ker si pač delala, in nisi pustila se omejevati z nekimi zunanjimi faktorji, ampak si sebe poslušala. Ja, res, ja. In iz tega ven si pa lahko rastla. In to je kontra temu, kar te v šoli učijo. Čist. Nauči se. Ja, pa, če boš naredil napako, si slab, ne? Ne, kje pa, več napak narediš, boljši si, Marija. Res, veš, koliko napak sem jaz naredila, ampak koliko znanja imam jaz danes. Jesus Christ, to ga nikoli ne bi imela, če bi delala vse samo tako, kot je bilo pričakovano, ali pa tako, kot se spodoba, ali pa tono, da ti ne govoriš pravilno slovnično na svojemu kanalu, ki je profesionalen. Ja, lajdršaci, pač ne gre tako, jaz ne moram. A zastopaš, ne moram ti niti povedati tega, ker mislim, če moram gruntati, kako gre slovnica pravilen, pa vladam slovnico drugače, ampak to je pač narečje. Ja, se to, ja. Ok, pa ful bolj pristan si, no. Jaz dobim komentarje na podcast, da voditelj ni primeren za take pogovore, da taki izrazi ne pašejo zraven, in sem jaz tako, to sam upgrade vse skupaj, da njih je. Pa pet poslušati drug podcast, se da rabiš poslušati, štekeš, jaz nebega da prosim, sem pa ful hvaležen za une, ki so kle, to je to bistveno, Ja, pa to je pristno, to si ti, to je v bistvu tvoj podcast, mislim, ti postavljaš pravila. Ja. Pa da ne grabiš, ti, da se boriš zdaj za pozornost, ne, da je mene spremeni, ne, da je moje torto kup, ampak si samo jaz sem tle, taka, jaz sem tle zate, če hočeš. Točno to, In iz tega vam pač ti lahko ful prepišeš enega svojega uspeha. In vse te lekcije, ki si jih imela, ki si rekla napake, zraven pridejo občutki, občutek manj vrednosti, občutek, da pač to ni zate, itd. In če si ti sposoben te občutke predelati, zdaj verjetno veliko bolj kot takrat, ker si malo bolj zbojena, malo bolj pač naredila na sebi, kot si rekla, da te identitete dejansko zdaj že ločeš, so ti te občutki dali fulene kilometrine. Valjda, ker prej je bilo tako, veš, vsaka kritika, ki je bila, pa tudi, let's face it, ljudje ne znamo dajati konstruktivnih kritik, to je koj osebna, osebno enega dol butati. Moja cela osebnost je bila pa zgrajena na amazingu, se pravi, mene ni bilo, jaz sem bila ta znamka in vsak, kakor je dal eno kritiko, sem bila jaz, koj on mene osebno v dno srca zdaj zbada. In sem se naučila to ful, pač nekako razlikovati, sploh pri tistem, ki so res dali konstruktivne kritike, ker eni res obvladajo to, res znajo na tak
priljuden, prijazen, topu način ti povedati, kje se lahko izboljšaš in ti boš zmer pograbil z obim rokam in rekel, hvala ti za to. Na pramunanku, ker pa, ne vem, res nimajo 5 pik v glav, ko pride do tega, da moraš enemu dati eno kritiko. No. Sam je tudi ful v tebi, koliko si pripravljen slišati, koliko ti res, si pripravljen dobro namerno vzeti. Jaz sem v spomnu procesu, ko sem še v agenciji delal, ko sem bil vodja marketinga, sem se srečal z eno knjigo, ki je govorila o razliki med tema, si ti judger, pa zdaj malo prevaju, se pravi obsojevalc, ali pa learner, torej nekdo, ki se konstantno lahko uči. Ja. In če si ti vse pločil te dve identitete, ko je prišel do neke situacije, ko ti je nekdo malo stopil na žulj, pa ti dal nek feedback, Če si ti šel v pozicijo tega obsojevalca, ker sem jaz po defaultu hodil in mislim, da vsi ljudje hodimo, ker vzamemo osebno, se nisem kaj preveč naučil iz te situacije. Medtem, če sem bil learner, torej da sem se postavil, kaj me to zdaj lahko nauči, sem vedno lahko nekaj od tega odnesel. Nisem imel občutka, da je to napad na mojo osebno identiteto. Sploh, ker si tako overwhelmed z vsem, kar se dogaja, recimo, podjetništvo je krtko. Jebeno, no. Bodimo iskreni. In je toliko enih faktorjev naenkrat, s katerim se moraš ubadati, in pa pride še en tak komentar, lahko da si ti v osnovi ful zmer, dobro zreguliran, vse lahko sprejemaš, se ful učiš iz vsakega komentarja, ampak pride dan, ko si se sud, ko imaš pač 15 požarov na različnih frontah in ne veš, kjer ga bi najprej gasil in ful svojlaš. In takrat pa ena kritika, ki bi ti drugače toliko pomenila, pa toliko spremenila vse skupaj, in ne slišaš, ne moreš je slišati, ker si preobremenjen z vsem ostalim zadevam. Ja, in zato je to pomembno, da vsi podjetniki skrbijo za mir v glavi, skrbijo za to, veš, da sebe ne pozabijo. Ker lih danes smo imeli z ekipo neko situacijo, ki se nam je dogajala, ker je spet toliko enih novih stvari, veš, in ti kot zunanji opazovalec gledaš ta podcast in si rečeš, le to, ni mi vse to easy. Najbolj. Ja, ampak pač ti ne živiš od podcasta, a veš, in zato je vsak tak support, ki pride pol, ki ti event narediš, pa to tako dober za to, in kad ti ljudje na to reagirajo, to je dejansko zaradi tega lahko pol obstajaš in se naučiš monetizirati in se naučiš pol pač zadeve poklapljati tako, da ti lahko rataš profitabilen, tako, kot si rekla. Tako, ja. In dokler se ti ne lotiš tega, sploh ne veš, kaj to pomeni, ker si ti v teoriji pa rečeš, dobro, se to samo pomeni, da moram imeti jaz manj stroškov, kot prihodkov. To je easy. To je enkrat ena. Dokler ti ne začneš Excel tabelice delati. Stroške pisati, ker sploh nisi vedel, da obstajajo. Pa dojameš, da so v Sloveniji. Pač, te krmal, Kaj si s tem hotela reči, da dojameš, da si v Sloveniji? Ja, pač trg, slovensk, mislim, ena računica je, kar si v glavu narediš, kako izgleda to, toliko je stroškov, toliko je dobička, toliko boš na koncu zaslužil, prešparal karkoli. Pozabiš pa na davek na to, dohodnina na tisti in vidiš, da podnarja od tistega, ker ga dejansko zaračunaš, ga daš naprej. In da oziroma preveč ljudi se tega ne zaveda in ne vem, kva misel. Ker res, ti, ko se greš podjetništvo, tvoja dejavnost oziroma tvoja obrt, to ni osnova. Osnova je podjetništvo. Ti si lahko zelo dober v kiparstvu, ne vem, recimo. Ampak, če ti nisi dober podjetnik, ti lahko to delaš za hobi. Ker moraš imeti toliko osnove od podjetništva, da bo ta tvoja znamka, bo tvoj podjetje pač profitabilen, da boš lahko od tega živel in ne tist, da boš životaril, ampak da boš udoben živel. In kar jaz zdaj vidim po vseh teh letah je, da ljudje pravijo, sej podjetniki ali pa zasebniki so imajo ful denarja. Stari moj, ki 24 ur na dan delajo, ki nimajo bolniške, ki nimajo dopusta, ki si ne izplačajo regresa, ne vem kva vse. V trenutku, ko enega zaposliš na mestih svojih 24 ur na dan, kar naenkrat nema pare. Kje so zdaj? A veš, tako, ful, se ti imaš lahko 5 ur na računu, sam če jih vsak mesec samo obračaš, se moraš zamisliti. To ni to, ne moreš jih samo obračati pa reči, dobro mi gre. Ti moraš imeti skozi več. Sploh pa, če nič ne investiraš nazaj, ker če ti 24 ur na dan delaš, se nimaš cajta za to, da gledaš, kako boš nadgrajeval nekaj ali pa ful investiral. Pač ti samo štancaš. Kaj bi rekla enemu 20-letniku, recimo, ki se zdaj poigrava z idejo ali pa začenja z podjetništvom, kako je najlažji oziroma kaj je nek po tvojih izkušnjah način, da ti konstantno ratuješ boljši podjetnik?
Ja, v prvi vrsti se pojdi to orang, ne delaj dumpinga. Na ta prvi dan, ko misliš odpreti podjetje, si izračunaj cenik in drž se tega cenika. In če te glava boli, ko vidiš une cene, kot te bo glava bolela, boš imel minus na računu. Če se greš, se pojdi orang ali pa se ne id. To siguram, to je ta prvi pravil, ki jaz čisto vsakmu položim na srce. Pa pač ne pluvaj sam se po skledu, ker to, da ti misliš, da si nekomu konkurenčen na račun cene, sam se po skledu pluvaš, ker bo prišel nekdo za tabo, ki bo tebe imel za konkurenco in boš spet nižji dal. In to je začaran krog. To se pač, ta kolo se mora zlomiti. Kot prvo to. Kot drugo pa res, pač probaj biti, ne vem, meni se je obrestvalo, da sem bila transparentna, meni se je obrestvalo to, da sem bila kredibilna. Zdaj, za vsako znamko ali pa za vsako dejavnost mogoče majhen drugačen pristop pali. To ne morem biti pametna tlele, ampak siguren se je pa meni obrestvalo to, da sem transparentna tudi, kar se podjetništva nasploh tiče, ne samo moje dejavnosti, ampak podjetništva nasploh. In vem, koliko in ga ozaveščena je bilo, kar se tega tiče. Kolikrat mi kakšen študent, ne vem, ekonomije, napisal pismo, v tvojih 10 storijah na Instagramu sem več zvedel, zdaj kakor od profesora cel let. To je pa ena stvar, ko ti naredi moment, ko rečeš pismo. Če se lahko v šoli učimo matematiko, če se lahko učimo zgodovino, zakaj ni en predmet, ne vem, šola za življenje? Zakaj ni noter, kako zamenjati gumo na avto, kako kosilenco zagnati, kako davke plačati? In kar se tiče osnov podjetništva, ker veš, koliko je podjetnikov pri nas? Mnogo, pa ben ne ve, kje začeti, ben ne ve, kva je osnova. Ja, zdaj, klej treba ločiti med SP-ovcem pa podjetnikom. No, to, okay. Mislim, da se zelo veliko ljudi pač odpre SP in pol javiš CEO in founder, ne? Ja. Kar je tako, ampak spet niso oni krivi. Kriv je sistem oziroma družba oziroma ta social media, ki sploh dopušča to. Ki prikazuje neke ideale in je glorifajeno. Medtem, če si ti podjetnik, se moraš zavedati, da to je, ne vem, mislim, da je Elon Musk rekel, da je to tako, da bi žvečil steklo pa gledal v daljavo. Veš, pa take imaš, ali pa da, ne vem, ful je teh primerov. In ker si ti enkrat v tej zgodbi noter, pač skozi leta se ti šele začne kazati, kaj to zate sploh pomeni. Ok, pride svoboda, ampak s svobodo prihaja velika odgovornost. Pač ti nimaš pol kar naenkrat več. Subjektivno. Ja, ampak, a veš, vedeti moraš, zakaj delaš. Ja, to siguren. In če ti, tako kot si sama rekla, lepo, avtentičnost, pa to, da imaš ti zaupanje, da jaz verjamem, da v prihodnosti pač bojo ljudje iskali neodvisne medije, že zdaj jih. In če ti lahko zgradiš okoli tega, kar si ti, osebnostno blagovno znamko, ki pač ne samo, da s tem ti pomaga pri monetizaciji tega, dejansko služiš, oziroma služiš drugim s tem, kar govoriš, Klepol mislim, da ti krekneš en zelo pomemben, pač ne vem, kako bi rekel temu, zakon vesolja ali karkoli, kjer pa bojo ljudje še bolj stopili k tebi, pa rekel, tako kot je rekel, več si mi dala v 10 storijih, ka pač cel faks. In ni tukaj zdaj faks se mora spremeniti. Ne. Več ljudi mora pač imeti pogum, da govori o temu, kar dejansko je. Omenila si mi v tej svoji zgodbi, se pravi Amazing Creations, da je prišel pol do neke točke, ki si se vprašala, a sploh to je to, kar bi jaz delala. A se mogoče spomniš, kdaj se je to začel pojavljati? Ne, da bi rekla, da je prav en moment, ko lahko s prstom pokažem, ni bil. Po moje, v tistmu, ko je vse tako eskaliral, ki je vse tako zrasal, ko sem jaz videla, da v bistvu ne delam več tistega, kar sem rada delala, se pravi 30 tort na teden, čuske. Ampak da sem imela 1-2 torte na teden, ker jih več nisem mogla vzeti, ker sem poj samo še delegirala, razporejala, finance vodila, ker sem bila v bistvu sam še vodja, menedžer. Sem videla, jaz ne morem to zdaj 30 let delati. To mene ne izpopolnjuje, kva ne jaz. Nisem več sploh delala tistega, kar res rada delam. In pa sem nekako probala tako obrniti, da sem postavila za vodjo nekoga drugega, ampak sem videla, da se je zelo dobro upravljala ta del, ampak še zmer meni ni nič prav fejst odvrnili. Jaz sem pa druge stvari videla, da jih še moram pred tem, da lahko svojo dušo nafilam s tem tortam, ki jih naredim na teden. Takrat mi je bilo res tako, pismo 30 let, še takole, ne vem, čem lahko, ker jaz zmer rabam uno iskrco, brez tega
to je dolgočasen, mene to ne žene naprej. Ja. In tle sem ful sem zgubila uneme, delovne nasploh, da bi še nadgrajevala, še izpopolnjevala zadeve, oziroma ne toliko izpopolnjevala, samo da ne bi še upskillala zadev, Ja. ker bo pa sam še manj teh tort na teden, ki jih bom lahko sprejela, ker imam toliko drugega dela z drugimi stvarmi. In takrat je bilo res tako, ka pa če mogoče ne bi. Ampak to je bilo samo tako tiha misel v moji glavi, nikoli pa, da jaz dejansko res tega ne bi delala. To je bila pač sila razmer, ki me je pripeljala do tega, da je bilo res treba obrniti ključ pa ugasniti vse. Ok, a bi me pelala v ta dan? V ta dan, ja. Dan, ko sem se odločila, da se bo to res zgodilo, je bil ful drugačen od dneva, ko sem to informacijo dala v svet. To sta zame dva različna dneva. No. Jaz sem se odločila na podlagi tega, ker sem vsak dan večkrat na dan sam številke gledala, ker enkrat pride kriza, sploh tako v zadnjih 4-5 letih, kar se je dogajalo na trgu, od korone naprej, inflacije, ni da nikva vse, pač res skozi gledaš številke. In klek sem jih skozi bolj paničen začela gledati, sem bila tako, ok, to smo že prestrukturirali, to smo že naredili, to smo že, pismo, tole je skozi hujana. In zdaj tako, dejstvo je, da jaz že od začetka, ko sem šla v podjetništvo, je bil zmer eden od scenarijev, kaj če bo treba na neki točki zapreti, kaj če bo treba zgodbo zaključiti. Ampak to je bil eden od 100 scenarijev. Zdaj tle, dober let nazaj, je bil pa to samo še eden od 3 scenarijev ali pa eden od 2 scenarijev in res takrat, ko majhen čutiš v tesnobo, pismo zagre pa za res. In jaz sem imela v bistvu 2 možnosti, kar se mene tiče. Ali čakati, pa upati, da se nekaj popravi, ali pa nekaj narediti. In zdaj čakati nisem človek, ki bi pač čakal, pa tudi nisem izdel odgovoren, pa smiselen sploh do vseh ljudi, ki so bili zaposleni pri meni, ker to tudi ni bilo malo ljudi. In sem čutila tako zelo, zelo težko odgovornost do vseh. In sem rekla, če jaz zdaj čakam, v najslabšem primeru bom pač spravila v stečaj vse, ker ne bom nič spremenila, če bom samo čakala. Kit pa napiše, da se bo trg popravil zelo v parah mesecah. Vse sestavine so se dražile, vse najemnine so se nam dražile, stroški štroma, prispevki, pač ni bilo ene stvari, ki se ne bi dražila in ni bilo več obvladljiv, nisem več vedela, kje naj popravim zadevo, cene bi mogla toliko dvigati, da to noben ne bi kupil. In sem rekla, ja nič, pa pač zaključimo, ampak zaključimo zdaj, ker je še cajt, da lahko zaključim na način, ki si želim zaključiti. Pa sem pa dober mesec zbirala pogum za to. Tisti je bilo pa dan in noč, panični napadi, stiska, konkretna, zato ker meni je bilo jasno, kako bom jaz to skomunicirala z zaposlenim. Meni je bilo jasno, kako bo izgledal približno moj življenje v tem obdobju, ko se bo vse zaključevalo. Edina neznanka je bila javnost in tukaj me je pa res bediralo. Jaz nisem se mogla pomiriti s to mislijo, kva če zdaj vsi oni glasovi, ki so skozi govorili, tak ne bo uspel, kva pa smiselna, šla so to brez enega konkretnega znanja, podlage, preveč si želela, preveč srinila, a veš, vse tiste stvari, ki si jih v 7 letih slišal, kva če se vse zgrnejo nate. In se už samo sesu, ti pa že itak izgoril na zadnjih 5 let, kako boš splaval ven z tega. In pa sem samo en jutr sem rekla, jaz to moram ven dati v svet, ker čez en mesec bomo zaprli in to je to. In sem pač spisala, ne vem, 10 storijev, objavila na Instagram, telefona se pa nisem pretikala, ker smo itak šli delati v kuhno naprej, pridem nazaj po 1 ur, to je bilo, meni je telefon pregorel, jaz kaj taga še nisem doživela. No. In jaz sem se tako tresla, ko sem telefon prijela, jaz sem rekla, ok, zdaj to, pač do zdaj sem dihala, zdaj me bo pa infarkt. In kar naenkrat samo pozitivni komentarji, samo spodbudni komentarji, samo oni, Ema, imaš to, imamo mi vse to, te bomo do ta zadnjega dneva podpirali, pa karkoli boš pojedila, te bomo podpirali. Tako, mi smo s tabo in jaz v tistmu presežem, jaz sem ratala vse mogočna. Jaz sploh ne vem, kva se je v meni takrat prestavil, ampak jaz sem šla na ne vem kjero potenco in z glavo in s čustvi in z usmu in jaz nisem bila žalostna, jaz nisem bila potrta, da se meni zgodba zaključuje. Jaz sem bila
kar vesela in tako ful ljudi mi je rekla, se ti je malo se ti je sfukala, skul. Jaz ko, ja, drugač, res sem dober, ker sem videla, kakšen vpliv je moj amazing na te ljudi, kaj vse jim je omogočil v zadnjih letih in koliko ene podpore imam od ljudi za vse, kar sem delala in zdaj vračajo vse to. Ne samo z nakupi pa to, ker to sploh brez veze omeniti. Mi smo vsak dan razprodali vse, kar smo imeli ta zadnji mesec. To je bilo neverjeten. Ampak res, ta umirjenost, ko sem jo čutila vse noter, dobro sem se odločila, prav sem se odločila, pa vidim, da imam podporo za sabo, ker meni je bilo samo to, brez te podpore, jaz ne vem, kako bom sfurala teh par mesecev do konca. In to, mislim, pri šparangu mi je bilo ogromen slabega s tem, ko so ljudje tako sprejeli to in mi začeli so me filati, ne vem, kako drugače reči. No. Kaj bi njim rekla? Karkoli bom rekla, sem zjokala. Tako da ne upam prav preveč, ampak pač res hvala. Tako, nisem čez zihar, če preživela ta obdobje brez te podpore. Boh. Kakaj. Imam kakšen rob, fante. Bomo zrihtali. Zdaj se sam tuk, da nam ko je na Godzilla zaletlo le. Ne, res. A veš, jaz sem cel cajt vedela, da imam podporo familije, podporo prijateljev, podporo partnerja, ampak ta javnost je bil tako velik faktor, ki bi me lahko čist povozil in oni me niso in oni so me dvignili in pač mi omogočali, da sem res preživela to, ker res ni bilo lahko. Tako da, ja, sem zelo hvaležna. Wow. Zelo. Sam da bom decent, sam majhen. Ja, ti kar umero, le v en si cajt, nobenega problema. To, da ljudje tudi mogoče zdaj, a veš, slišijo nekaj tazga, pa jaz sem začutil to zdaj. A veš, še jaz sem imel solzne oči, ne? Ker je res pršal iz enega globokega dela, ker ljudem mogoče ni jasen, ker težko poveš človeku, ne? Težko poveš ti, ker če gledaš iz vidika nekak javnosti ali pa neke take večje slike, pač so sam neki followerji, ne? Ja, ampak fucking niso stari. Ja, res niso. In jaz tudi že zdaj čutim, pa je to zgodba, ki je čist drugačna, ampak že zdaj, ko mi ljudje napišejo stvari in ko ti dajo support in ko čutiš tako lej, podpira me bolj človek, ki ga nisem v življenju videl, kot pa eni prijatelji. Ja. To je toliko vreden, res. Pa sploh, po moje tudi zato, ker jaz, ko sem enkrat zaključila, sem rekla, enkrat vam bom pa vse za nazaj povedala, kva se je dogajalo. Ampak jaz, ko sem zaključila, jaz sem samo zaključila. Jaz sem rekla, zdaj karkoli se bo dogajalo do nadaljnega, dokler ne bo spet amazing gledal luč sveta, jaz moram stran od tega iti. Mene je to izčrpalo, kljub temu, da se je dobro zaključal, me je še zmer ful izčrpal. In ne moram več iti skozi te procese miselne, ker me bo uničal, pač preveč bom pogrevala to in enkrat bom povedala, ampak ne pa še tako hmal. In takrat sem jaz samo gasanila in jaz ankoli se nisem nobenemu zahvalila, po moje sploh. In mene to še danes me, a veš, tako me kar drži me v krču, ker sem še zmer toliko dolžna nazaj. Ampak takrat še nisem zmogla, pa tudi zdaj še nisem čistam, da bi lahko tako brez, da bi se zlomila zraven, rekla, kjeri cari ste vi, kva ste vi meni omogočali? Kakšen lep zaključek, kakšen lep konc. Še zmer nisem čistam in vem, da enkrat bom. Ampak je bilo pa težko zaključati, no. Je bilo. Ja, po vseh teh letih. In tudi to, kar si zdaj naredila, sej ljudje ne rabijo veliko, veš, ti ne rabiš za nobenega nič drugega, ker sam pač pokazati čisto iz srca, kaj čutiš in jim to povedati. In oni to že itak vejo. To je pretep, ne? Vem, to je tisto, spet moj občutek, da moram
vrniti vsaj pol tok, ker so oni meni dali v tistem obdobju. Ja, Bom še prišla do kaj enkrat. ja itak, počasi. Malo pa pomal. Ja. Bolj, ko si ti tudi, tako kot si se zdaj pustila pač začutiti, pa povedala stvari, a ne. Bližji boš temu in nikamor se ti ne mudi in tudi noben od tebe nič ne pričakuje, saj jaz bi tako rekel, no, glede na support, ki so tega dali. Tako take it easy, stari. Ti sam naprej deli na sebi, pa se ti bojo lepe stvari zraven dogajale. Ja, hvala. Ja, itak, hvala tebi, da si pač to povedala. Vem, da ni najlažje, ampak še enkrat več. Vidim, da zgleda, ne vem, je ta miza, ali ta zrak klej, ampak ful hvala, no. Cenim tudi jaz to, zelo. In verjamem, da tudi ljudje, ki poslušajo. Zaključiš, zakleneš vrata. Kaj se pol začne dogajati? Najprej sem rekla, jaz sem vedela, da sem pač izgorela, tako fejst, adrenalin zlom, ne vem, kva vse, opale. Ampak sem rekla, zdaj jaz, če nam najprej svoje duše nafilala, jaz nam niti do zdravja prišla. Tako da sem rekla sem Žigu, če šli pač na en potovanje še, ker jaz res, kakor malo przemljim se, če grem malo stran od tukaj, pa zdaj se mi je, kakor da bom nekje, kjer me sigurno noben ne pozna ali kakorkoli, in da se lahko čisto opustim. Sem jaz in uživam in je to. In Žiga nažalost nima več dopusta, Ana. Tako da sem rekla, ja, ok, bom pa pač ta malo ga pobasala, pa bova šla, Ana. Pač se nisem vedela takrat, kva delava. No? In najprej sem jaz imela še čist druge plane, nekam v Kanado iti, pa še z mami pa z očjem, še nju sem podkupovala zraven. Daj, kokrat imata pa šanso iti z odraslo hčerko na potovanje, pa zdaj si želite uno Alberto gor, mislim. To so bile taki pogovori, da dobro, da nista klonila. Ampak poj smo pa pač rekla, ok, ne, bom jaz šla s ta malmo sama. In sem rekla, noč, grem na Irsko, Irska je meni tako skoraj drugi dom, no, v bistvu sploh ne brojim več, 12, 13, 14, ne vem, kolikrat sem že bila gor. Wow. In sem rekla, ok, tam mi je že poznan, mi je domač, se pravi, tudi če greva sta malo sama, imam jaz to. No in poj, ne vem, kva točen mi ni bilo jasen, da sem rekla, ka pa če braj še z avtodomom šla, zato ker, Ana, da greva lahko kamorkoli, pa veš, kako je na irskem vreme, tako, ankoli ne veš, kva v ždobu, pa da se lahko pač odpeljeva na konc, ka se hočva. In takrat sem bila ful skeptična, no, ful sem cincala, pa sva se Žigem pogovarjala malo, pa zdaj sploh ne vem, a je on to res rekel, a je to v moj glav naredil, ne spomnim se, kako je ta pogovor potekal, ampak jaz imam v glav, da je on meni rekel, če si za amazing vse upala, za kva si še za, ne vem, doma ne upaš takih stvari, ker to je podvikit sam z otrokom nekam takole deleč, pa za toliko cajta. Nisem zihara, on to meni rekel, a je bilo to v moj glav, ampak jaz sem v tistem rekla, evo, greva, kupam karte, najamem avtodom in poj meni, Žiga tako pismo, ja, sicer pogumna, Ana, po levo stran, pa to. Fucking shit, v tistem meni kapne. Pa jaz sem bila, veš, kolikrat že na Irskem, jaz vem, da se po levo stran vozi. Yeah. In v tistem meni, o ne, zuno kravo, bom jaz po levo stran vozila avtodom, ki ga še nikoli nisem. Kva sem jaz lahko naredila? No, ampak pa sem se malo skulirala, dober, prideva midva na Irsko, vidim jaz v avtodom, ki je bil še enkrat večji od tistega, kar sem si predstavljala. To je bil po moje, ne vem, 7 metrov dolg avtodom, pa jaz tam, pač nikome ništa, kva se dogaja. V glavnem, to je bil en boljših podvigov v mojem življenju. Res, to je bilo, ne vem, zaživela sem. Kakor da sem po 32 letih takrat prvič orang zaživela. In to, kar je meni dal, ta potovanje s ta malmu in to, kar sem jaz uspela dati ta malmu s tem potovanjem, to je po mojem največji dosežek, kar jih imam. Res. Tok sem se naučila o sebi, sploh to očitno sem full dependent, tega nisem vedela, da kaj enkrat mož zraven, računam, da bo vse on zrihtal. Ker sem enkrat sama, sem ful samostojna, ful zmorem vse, ampak nisem bila zihar, kako bo to z avtodomom, ker pač, ko smo bili skupaj nazadnje, na Islandiji, isto z avtodomom, je Žiga skrbel za štrom, je on skrbel za plin, je on gledal, ki se prklub za vodo, pa ne vem kva vse.
jaz nisem niti vprašala, ker bi mi očitno krona z glave padla, če bi ga vprašala, preden sva šla gor, kako pa to zgleda, a jaz sam pridem pa se vozim, kva. Ne, jaz sem vse to sama gor, cele noči googlala, kaj pa to, mislim, tako, da nam najgrši izraz rekla, ampak res sem šla nevedno v vse. Ampak ja, je bilo pa nekaj najboljšega. No. Kako se je pa to kazalo zdaj, ko si rekla, da je bilo nekaj najboljšega, kar si zase naredila, čez neke občutke ali pa neke mogoče zgodbe, ki so se v tem potovanju dogajale? To je bilo vse od tega, da sem odkrivala od tamavga take majhne prkse, ki jih ima, pa fore, ki mogoče sem jih že doma kdaj videla, ampak jih nisem toliko zelo opazila, kakor pa tleks, pač 24 ur skupaj. Pa do mojih triggerjev, kaj mi recimo nikakor ne gre, ker jaz sem bila prej toliko konzumirana s firmo, da zase osebno sploh nisem vedela, kaj pa meni ni všeč kot Emi. Ja. Vedela sem, meni kot amazing Emi, ni to pa to všeč, ampak meni kot Emi, kaj mi ni všeč. In če sva kakšno stvar videla, pa sem bila tako, to ni za mojo dušo, greva naprej, ok. Da sem ful odkrila v bistvu sebe, koliko enih stvari mi je pomembnih, kva mi pa tako zabajdovaj tudi, če jih ni. In to, koliko sva se s tamavmo povezala, pa sva že tako zelo povezana, ampak tisti je bilo pa ko en tak, ne vem, koližen je bil energije, ljubezni, smeha, vsega, pa ne rečem, da ni bil velik izziv, pa da ni bilo kaj tudi težko, ampak meni je bilo to 20krat lažje, kakor pa karkoli s poslom povezanega. Pa veš, da starševstvo tudi ni čisto izziv. Tako da to je bila zame, kakor je na odrešitev na koncu ena nagrada za vse, kar je moglo biti groznega v zadnjih mesecih, da to pa res naredim zase, pa ne samo sebično zase, ampak še nekaj za mojega potomca, ki me mogoče ni toliko mu zadnje mesece, ki je bil fokus drugje. A sta se kaj z sinom pogovarjala o tej izkušnji, pol, ko sta nazaj prišla? Ja, ful, mislim, on je, smešen je, kakšne stvari si takole majhen otrok zapomne. Jaz sem enkrat samo zabajala, jaz sem mu rekla, ja, viš, to je, itak so skozi mavrce na Irskem, ker je skozi dojš pa sonce. Ja. In pravim, ja, tu po mavrcah skačejo gor škratki. On še zdaj včasih tako, a če je kle mavrca, so tudi škratki, je to samo na Irskem, ali kako to zgleda? Mislim, tako ful je dober, kakšne majhne stvari si zapomni in v bistvu vidiš, da ta velika stvar, ki si šel na eno ne vem kakšno izkušnjo aktivnost, ki si za njo plačal 200 €, nič ni vredna, proti temu, ki imaš en heart to heart tam zvečer, ki ješ makarone itak vsak dan, ker pač paraš in imaš tam v avtodomu en tak moment in unga se tako živo zapomne. Mislim, neverjeten je, koliko malo je res treba za srečo teleh majhnih biti, ampak posledično tudi zase. Koliko je star? 4 bo zdaj. Ja, mislim, je res. Ne, to, koliko ena preprosta stvar, kot je recimo, da se sam distanciraš od nečesa, kar nisi ti, a ne? Kaj ti da, a ne? Ja, pa od tega, kaj drugi pričakujejo, da boš in da boš dosegel in da jim boš dal. Ne, da enostavno rečeš, zdaj sem pa samo jaz. In tudi, ne vem, tudi meni ni bilo na začetku tako, a zdaj bom sam na se gledala, pa na svoj zdravje, kva, a zdaj moram sam na sebe rihtati. Kako, če sem prej vse drugo, sam sebe ne. Ampak pojka pa enkrat padeš v to noter, pa tako sebičen rataš, samo še to gruntaš. A je to meni všeč? Ne, ni mi. Se pravi, moj odgovor je ne. A mi je do tega? Ne, ni mi. Moj odgovor je ne. Mislim, tako res prav ne prepoznaš se več toliko. In mene je ta potovanje, ki sva šla skupaj, mislim, toliko sem se naučila v 10 dneh vseb, ki se prej nisem v 10 letih in pojkar ratala malo druga in sem tako, ok, zdaj sem prišla domov, ampak žiga je bilo tebi kul, če greva čez 2 tedna še na Islandijo za 10 dni. In v glavnem, to je kar snowball ali poj naprej na par različnih takih potovanj pa podvigov, pa se je pa ustavil tudi zaradi financ, ker pač ne moreš v nedogled. Itak, a pa sta šla tudi na Islandijo, pa kam še? Pa v Cotswolds, en del Anglije, sta pa še pogledali. Se pravi, ta del te vleče. Bog ne da nekam ne toplo, ne? Rajt crknem, res. Ne, veš kva, meni vročina mi skur mozak, ne moram. Res se ne počutim dober. Ta hladen ozračje, ki imaš res občutek, da toliko kisika vdihneš, da se nafilaš. To Irska, Islandija, Škotska, Finska, Norveška,
ta zgoren del Kanade, pač ja, samo reči, jaz sem tam. Da mi pa rečeš Maldivi, jaz zaston, zdaj sem tako. Mogoče, ampak prej še 15 hladnih. Ja. Tako no, Ja, ja. imam bolj sever. Eno lepo dualnost si tudi izpostavlja. In sicer prej v prvem delu si zelo veliko govorila o podjetništvu, pa o tem, koliko je treba dejansko delati za profit in vse živo. Zdaj si govorila čist drug aspekt, ki je bolj povezan z dušo, pa s tem, da delaš na sebi. Ne? Kako bi, če bi te jaz vprašal, kaj pomeni delo na sebi, kako bi mi odgovorila skozi svoj pogled na to? Delo na sebi. Ja, predvsem to, da si upaš vzeti cajt zase, ker meni se zdi, da mene je bilo najbolj od vsega strah, ker sem enkrat začela delati na sebi, da mi ne všeč, kva bom odkrila, da mi ne všeč, da ene stvari, ki sem jih prej oboževala, jih zdaj tudi videti ne morem, ali pa glih kontra, da ene stvari, ki mi prej niso bile všeč, mi jo pa zdaj ful. Bala sem se, kaj bom odkrila. Ampak koliko je to vreden, ko se začneš spoznavati, ko si dejansko posvetiš cajt, tako kot ga posvetiš svoji familiji, tako kot ga posvetiš kolegicam ob kavi, tako kot ga posvetiš Netflixu. Zakaj ga ne moreš sebi? Daj sed sam s sabo 2 ure. I dare you, res. Ker koliko stvari boš odkril, pa ja, lahko da ti kaj ne bo všeč. Ampak boš pa vedel, kdo si, vsaj malo bolj. Ja. In je pomemben, res je pomemben. Ker danes v tem življenju, ki živimo, pa v tem tempu, v kjer ga pač padamo, to se vsi izgubimo in se mi zdi, da smo skalupirani vsi, en drugmu kopija in po izgledu, in po obnašanju, in po teh Instagram, TikTok-nih ali kvajz in kva so vse fore. Pač, kdo si ti? Nisi to, kot vsi ostali. Sam pač po mojih glih zato, ker zgubiš identiteto v poplavi vseh enakih in nočeš to ven padati oziroma ven stopati, da se bojiš sploh odkriti, kdo res si, ker kaj, če te ne bojo sprejeli. Ani nekaj najhujšega v današnjem svetu, da te ne sprejmejo. Fak, kaj kvat naredijo. Če jaz pomislim, kako je bilo, ko smo mi odraščali, pač moja generacija, ki je odraščala, ja, ok, mogoče se je 5 ljudi spravili nate od 8 milijard. Lej zdaj, da nekomu ni ena stvar všeč, ko jo ti pokažeš, ja, kva, se te milijoni spluvajo. A na to, kam je šlo to vse, mislim, socialnem omrežji, pa z vsem tem ogromen dobrega, ampak tudi kakšen pritisk na osebo kot individualista. Hudo je, no. Jaz se tega močno zavedam in zato je tudi velik del moje misije pač več teh glasov, ki so pozitivni, kazati, dajati ven. In tudi skozi svojo platformo to podpirati, da si ljudje bojo upali, da bojo kle sprejeti. Pa ne zaradi tega, da bi nekam pripadali, ampak čist sam zaradi tega, ker jih kle ne bo noben obsojal. In hitro smo, a veš, spet pri temu, koliko pomembno je delo na sebi, iz vidika vsi problemi, ki jih ti vidiš v drugih, so tvoji problemi. Ja. Ampak je lažje nekoga drugega pluvati, ka pa se s sabo soočati. Valjda. In zdaj, ki si rekla, sed sam s sabo 2 ure, pustimo 2 ure. Rečemo 5 minut. Ja, 5 minut. Rečemo 5 minut, ker mislim, da se ne zavedamo, dokler se ne damo v tako situacijo, kaj to pomeni, ker ti misliš tako, no ja, pač sediš 5 minut, gledaš v prazno. No, dej. A ne? Kako si ti s tem začela? Da si sploh bila sposobna sama sabo biti? A je bilo to potovanje ali si pol tudi, ki si prišla nazaj, zavestno šla v neke take situacije, da si sama sabo? Ne, v bistvu je bil potovane, pa že ko je ta na Irskem, ker jaz sem že, ko sem se jaz odločila, kaj bom z Amazingom naredila, je bila takoj druga stvar, da vsa čustva, ki jih imam, vse probleme, vse stiske, jih sprot probam obdelati, oziroma ne odpraviti, ampak rešiti. Se pravi, če bom en dan imela paničen napad, ne ga skrit nekam, ne ga potlačati nekam, sooč se z njemu, pač probi rešiti, kolikor lahko v tistem danemu trenutku, ker če boš naprej to furala, se bo sam še en zgodil, pa še en in na koncu bo eksplodiralo vse skupaj. In jaz sem probala zelo sprot reševati, če ne drugega, že te občutke, pa ta čustva, ki sem jih imela ob zapiranju.
In mislim, da mi je to dalo eno ful dobro podlago, da se na koncu nisem samo raztrešila na prav faktorje, ampak sem bila sploh zmožna funkcionirati. In da sem bila toliko suverena, da sem rekla, lahko sem v tem stanju odgovorna za svojega otroka 24 ur na dan v eni tuji državi, ki se lahko marsikaj zgodi. Se jaz nisem šla ignorantsko gor, jaz sem vedela, kaj pa če se jaz potaknem pa padem pa nekaj, kaj bo pa otrok zraven, kdo bo vedel, da se je kaj zgodilo. A veš, ogromen rizika je bilo še vse glih. Ampak sem vedela, da sem toliko stabilna, da imam jaz to. To zmoram. Ja. In v trenutku, ko sva bila midva gor, sva se tudi ogromen začela o tem pogovarjati. Pa dobro, sem midva z Žigom se že tako ogromen znaca tam pogovarjava nasploh v čustvih pa v vseh zadevah. In gor, ko sva bila, mi je bila ena najboljša stvar, ki on en dan je čutil en tak čuden nemir. No, ne znam, če točno definirati, ampak vsega je motil, nič ni bilo kul. Sem rekla, Nace, če rabiš me time, samo reč, v bistvu še reči ti ni treba. Pojdi nekam, pomir se, premisel, pa prid nazaj, ko boš pripravljen. In je tako, je to me time? In pravim, ja, pač vzameš se čas zase, če na določenih situacijah, nisem tako razložila odraslo, no, ampak pri določenih situacijah, če nisi več zmožen funkcionirati znotraj te situacije, se za moment odstran, da boš pa mogoče še naprej zmožen. No, njemu sem tako razložila malo bolj na otroškem, oziroma njemu dojemljiv način. In on res gre in začne neki barvati tam in pride nazaj. Mami, zdaj nimam več me time, zdaj sem nazaj prišel. In midva sva to tako upeljala, da je on vsak dan po 5-krat si vzel me time. In tudi jaz sem si ga, sam da njemu ni bilo toliko všeč, sem si ga jaz vzela. Sem ni še čist dojela, to si ga zdaj vsi loha, kva? Ja. In velikrat je bilo, ko sva se peljala, pa je on neki pobarvan, ko tam v stolčku pač je barval. In ga nekaj sprašujem, mami, ja nisi dojela, da ti ne odgovarjam zato, ker imam me time? Jezus, tam malo, kje me šolaš lahko pri 3 letah, a veš? Ja. No, in koliko se mi je obrestval vlaganje v to, ker sva prišla nazaj domov, jaz sem bila itak čisto skurjena jutar in je on sam splezel do mene v poslu in je rekel, veš kaj, grem jaz zdaj imam pa hatu dol, pa ti ima imel me time. Wow. Model, da te 3-leten otrok dopušča možnost, da se vzameš čas zase. Kira hvaležnost je to, res. In da veš, da tudi on razume, kva je ena določena stiska in kdaj rabaš se odstraniti za enačbe, zato da se vrneš nazaj boljši. Mislim, to je po mojem največja šola, ki sem mu jo lahko dala v tem cajtu. In posledično tudi da je to v redu. In da če si on lahko vzame, če si kdorkoli lahko vzame, je prav, da si vzameš in tudi ti si daj. In če je bilo treba 10-krat na dan, sem si pa 10-krat na dan vzela. Samo zato, da se nekako malo skalibriraš, ne vem, da ko vidiš, da en dan nisi kul, pač ne se postavljati v situacije, kjer boš še manj kul. In te stvari, ki si jih ti njemu predala, so se ta prvo v tebi zgodile, si jih ta prvo ti na sebi naredila. Ja. Tako da vem, da je ta vsiljivc težek, ampak tukaj si moraš dati pač veliko hvalo sebi, ne njemu, da je tako reagiral, ampak da si ti bila sposobna v sebi to najdeti in toliko biti prepričana v to, da si njemu to dala. Ne? In to se je zgodilo takrat, ko si bila ti pripravljena se soočiti s svojimi neprijetnimi trenutki. Ne? In en moj prijatelj mi je zanj, Sandy Holub, tudi posluša, shout out, number 3, 4, že se ne vem. Mi je rekel eno ful lepo stvar, bila smo v Piranu dol in smo šli na kavo, in je bil dež. In jaz sem bil tako, stan ta dež, in on me pogleda in prav, lahi, tudi to je vreme. In jaz sem bil tako wow, kako si ti meni zdaj lahko v enem stavku to odprl in pazi zdaj to. Meni se je naprej pol, ker sem pač, se mi je večkrat ta stavek v glavo pojavil, ker sem malo razmišljal o zadevah. Pismo težko mi je stari, nekaj se ne počutim dobro. Tudi to so čustva, tudi to je life. V bistvu, koliko bežimo konstantno od neprijetnih občutkov, pa hočemo, da jih imaš. Prav je, da jih imaš, so si človek pismo. Valjda moraš jih imeti. Ja. In se naučiti sedeti z njimi, No, to je. Pa jih sprejemati. Veš, veliko ljudi pa jih ne prenašati na druge naprej. Točno to. Veliko ljudi sploh ne ve, da je to pač tako, good. Ja. Ampak to je od malega. Zato pač, kad ti Nace te stvari govoriš, pa mu poveš, pač, da so tudi te občutki del tega. Pa ga objameš, pa jih on lahko sprejme. Kakšno podlago mu ti daješ za life, stari. A veš, ker mi, ki smo bili pač podivjani, sitni, jezni itd., je bilo velikrat je bilo ne biti to. Ja, ne biti to, to je narobe. No to, jaz se zdaj skozi to učim, ker jaz sem zelo tako emocionalen, ful tudi, nočem reči agresiven, ampak ogromen imam
emocij in mimik in kreten in vsega in moja čustva se vsa povsod vidijo. In velikrat sem jaz, ko sem jezna, ratam nesramna. To je grozna pomanjkljivost pri meni. Ampak sem opazila ene par takih momentov pri Tamavmu. In jaz šele dojamem, ko je to grdo, ko je to narobe. In s tem, ko sem jaz njega začela opominjati, nace v redu je, če si jezen, samo ne smeš pa biti nesramen. Sem jaz sebe naučila in sem šele takrat tako pesmo, kva te to šola lasten otrok, pa v bistvu sebe s tem šolaš, sploh ne njega. Ja. Samo opazila si, ne? To, da sploh opazaš te zadeve. Veš, in tukaj je pa moč podcasta ali pa tvojega zaupanja, ker ti nekaj tazga dojamaš in rečeš in folk ti ne bo rekel, huda ideja. Ne, jo bo sprejel zase, ampak naslednjič, ko se bo nekaj zgodilo, bo čakaj, zdaj mene moj partner mot, ali je moja reakcija tukaj zdaj spet tista, ki me vesolje hoče nekaj naučiti, ne? A spet dobivam iste vzorce nazaj, ker jih. In kad ti ugotoviš, da v bistvu je to sam špego, ne? In da probaš v situacijah ne drugmu povedati, kva dela narobe, ali pa kako bi mogel narediti. Ja, ampak tudi ni problem, če rečeš v taki situaciji, lej, jaz se ne počutim dobro, če tako reagiraš. Si že veliko naredil, kot pa kva se mi deraš. A ne? Ker to je pol pač čuno zdaj. Jaz bom zdaj to obrnil na te, da si ti tukaj taka, ima problem, ne jaz, ne? In jaz se z Matejem doskrat o tem pogovarjam, Turkom, vse verjetno si poslušali kakšen podcast, ja. Velikrat o tem, kako odnosi med ljudmi, ne, lahko funkcionirajo dobro, pri tistih, ki funkcionirajo dobro. In vedno je odgovor, zato ker sta oba zase delata na sebi in čista svoje sranje. Zato pol skupaj lahko funkcionirata. Ker če to dela sam en, to je izgubljena bitka že kaj. Ja, to je res. In pride do tega odpora, ne? Ampak zdaj ti si na začetku tega podcasta rekla, da si zdaj šele začela dojemati, kdo si in kaj si sploh želiš. Kako zdaj, če gremo malo globlje v to dojemaš? Kaj ti to pomeni, kar si mi na začetku rekla? Ja, mislim, to mi je še težko definirati določene stvari, ker vem, da je še toliko stvari za odkriti pri meni. Ampak že stojim z obem nogam na tlem in sem tako trdno prepričana, v to verjamem, v to ne, to si želim, tega si ne. In meni je že to največji uspeh, da upam sploh to na glas reči, pa da nič ni povezan z mojo firmo. To, da moja identiteta sem jaz, Ema Kosel, ne Amazing. In to je meni največji dosežek, ker nisem vedela, bom zmožna sploh to dobiti. Potem, ko se pač zaključila zgodba. Kaj pa zdaj za naprej gledaš tako? Za naprej je pa moj večni problem, to pa vem, da je že od nekdaj, je pa to, da mi toliko stvari dobrih in stokih stvari vidim, da lahko razvijem še več, da ne vem, v katero smeriti. Zdaj imam pa toliko možnosti odprtih, da se bom zelo težko odločila za eno in da jo bom speljala ne na način, kot sem speljala nazadnje. Se pravi, da ne bom 24 ur na dan delala, da ne bom sužen svojemu poklicu, svoji znamki, svoji viziji, ampak da bom tako zraven imela najmanj 50% samo sebe, pa familije, pa tega, kar sem jaz. Ker res, mislim, šiht je, sej velik del življenja, ampak ne sme biti vse. Če bi si na podlagi teh svojih izkušenj zdaj lahko dala na svet, ko si začela z Amazing Creationom, pa ne pomeni, da bi karkoli naredila drugače, ampak recimo, da se težko reči, da nekdo drug s tem loteva, ker bo imel pač čist drugačen pogled ne? Ampak veš, kaj hočemo vprašati. Kaj bi bile nekako te lekcije, modrosti, ki si jih poleg teh, ki si jih zdaj že naštela, še izpostavila iz tega svojega obdobja? Mislim, siguran, jaz osebno, da sem se naučila, da mi ni treba dokazovati svoje vrednosti, pa da mi ni treba upravičati svojega obstoja. Da mi ni treba, pač tukaj si z razlogom, niti treba iskati tega razloga. Si in uživaj in delaj dobro, to je to. Pač to, v karkoli se bom podala naprej, vem, da bom šla s to mislijo naprej. Ne pa zuno, moraš dokazati, da si vredna, da še dihaš. Ali pa moraš dokazati, da si boljša od najboljših. Zakva? Nič od tega ti ni treba. Ti si dost, ne? Več kot dovolj. Ja. Jaz mislim, da je veliko ljudi, ki se s tem istim problemom soočamo, kakorkoli, ne? Da
konstantno ta nek občutek, da se moraš matrati, da ti Kaj nekaj tvoj rata. smisel? Ja, pa to, ja. Ja. A si imela kdaj občutek v tem obdobju, da pač če se ne matraš, nekaj ne delaš prav? Ja, itak. Ampak ne vem, po mojem je to tudi majhen iz vzgoje vam pride, Ja. veš, to je siguran več faktorjev tlele povezanih zraven. Tako da ni samo tisto, da, ker pri meni je bilo tako, pri meni so bili res high highs, pa low lows. Zdaj, ali sem dala samo vse 4 od sebe, pa cel dan nisem premaknila niti prsta. Ali pa sem 24 ur toliko delala, da bi drugače 3 ljudje podelali. Ja, Nisem imela une zdrave mere, ja. pa ravnovesja med vsem, počitkam pa delam. Ali je bilo sam nič ne delam, ker nič ne zmorem, ker sem skurjena, ko sam satan, ali pa delaj, ker to je edina alternativa, druge ni, Ja. pa pač crkam zraven. Ja. Mm. Klete otrok, lepo Ja. resetira. Ja, tete. Deva se malo od tega dotakniti dela zdaj starševstva. Kaj je v teh 4 letih nekaj, na kar si zelo ponosna pri vzgoji svojega otroka in kako se to kaže? Siguren sem zelo ponosna glih na to, da mu kaževa, kako je prav, da se pogovarjaš, da ni ambena tema, tabu tema, da karkoli vpraša, bo dobil odgovor, ne bo tako, ja, to spa premajhen. Pač vse lahko zapeleš tako za starost primeren. Pa to res je sočuten, res je tak nežen fantak, kar me na cajtu tudi majhen skrbi mogoče, ampak dober, pač delamo še na samozavesti tudi. Ampak je pa res tako ena zlata duša, taka bolj stara duša je, se meni zdi. In zelo topla oseba in vem, da je to vse skupaj en produkt najnega truda, neki pa tudi dober genetike, okolja, kakorkoli. Ampak nasploh vse, kar ta otrok naredi, pa vem, da to je ona klasična starševska, moj otrok je tako popoln, ampak meni je res, ta otrok mi največji daril na svetu. Sploh zato, ker res sva dolg časa čakala, da bo prišel k nama, no, tako. In po moje zaradi tega še toliko bolj ceniš, da ti je sploh dana možnost starševstva. Ne pravim pa, da zato kaj bolj delaš, pa kaj manj fejlaš. Tako, no. Ampak siguren je pa nekaj najlepšega ta otrok. Ja, jaz imam tudi par prijateljev, ki so dolg časa rabili, da je ratal in sem bil mogoče v tem procesu kot malo support, malo zunanja, ne. In tudi, ker je nama takole ratala, ne, sem jaz tudi čutil malo krivde. Tako. A veš, kam to je mislim? zelo hudo, točno vem, kaj misliš. Ampak ni dolgo zdržala, ker sem jo samo opazil, ne, zdaj sem toliko dozorel, da v bistvu vidim, ok, misuje, ne, nekaj se hoče prpet kle gor, da sem jaz zdaj slabo počutil, ampak se ne rabim, ne, sem lahko sam hvaležena. Ne. Ja. In ja, ampak je pa res, da to so občutki, ki velikrat jih res težko kontroliraš. Ja. Sploh, če imaš družbo, kjer je več ljudi, ki se s tem sooča in si ti tisti, ki se pa ne. Pa jim nudiš lahko 100% podporo. Ampak imaš občutek krivde, ki pa tebi neki rata brez ekstra eforta ali pa ne vem, koliko postopkov pa denarja vloženega. Ja. Medtem, ko si eden skoraj ledvico prodal, zato da je do tega rezultata izga lahko prišel. Ja, je ful velik lahko občutek krivde, ampak načeloma, če se o tem odprto pogovarjaš, bi obe strani mogli razumeti in občutke nekoga, kakor mogoče res ne bo mogel biti vesel zate. Meni se je tudi zgodilo, pa nisem ponosna na ta moment, ampak ena boljših prijateljic je zanosila. Zame je bila to kaplja čez rob, vse prej sem lahko preživela, ampak glih prnaj za Boga. Nisem mogla in sem se ful distancirala in mene je bilo sram. Sram me je bilo lastnih občutkov, lastnih dejanj, da sem kdaj nisem šla na kofe ali pa karkoli, zato ker sem jaz toliko trpela, ampak ona ni kriva, kako lahko nisi srečen za nekoga, ki ga imaš tako zelo rad. Ja, enostavno ne zmoreš, včasih ne zmoreš. A ste se pogovorile o tem? No, ne, v bistvu tudi slučajno so se poti malo bolj razšle, ampak je bilo bolj zaradi, ko pa vem, distance, ni bil to nič faktor. Jaz sem svoj predelala, jaz sem bila čez kakšen mesec sem bila v redu. Samo mesec sem pa imela konkretno krizo, ker zdaj se nas spomnim, sem glih takrat tudi en splav imela ali ne in je bilo tako preveč naenkrat, no, preveč naenkrat. So pa hude te stvari, skozi kere moraš iti, no, zato da je na koncu
rezultat tega nekaj, kar bi sam po sebi mogel biti najbolj naraven. Ja. Ampak posledice tudi okolja, pa dela, pa vsega tega ne stresa. Ja. Ampak čutim, da zelo, pa nočem zdaj kakšnih besed polagati v tvoje usta in verjamem, da se bo temu človeku zdaj malo dobro zdelo, ampak čutim, da zelo občuduješ svojega partnerja. Tako, da, Ja. Zelo. kaj v tem odnosu ti je? On je v bistvu ena mirnost pri meni, ker jaz nisem. Jaz nisem mirna, pa to lahko vzameš v kjerikoli obliki, ali fizično, ali psihično. On je ena taka stabilna komponenta, ki me zmer prizemlji. In vem, da imam podporo, pa čeprav mogoče ne zmer na način, ki si jo v moment želim, ampak vem pa, da zmer je. In sem bolj jaz tist wildcard, ki on ne ve, kva od mene pričakovati. No. Ampak drugače pa res absolutna podpora. In ta toplina, ki jo daje skozi v bistvu vse. Ja, ful je krasen človek. No. Varnost, ne? Varnost tudi, ja. Kot moški se pač tega moramo ful zavedati, da smo mi tisti, ki varnost dajemo. Ja. Že veke. Ja. Pa tudi, če se sliši tako malo, ko bi rekel, pokroviteljsk ali pa malo seksističen ali kakorkoli, ampak ja, je. Veliko bolj je pomemben, da moški da varnost partnerci, po moje. Ja. Ali pa sem samo jaz tista, ki jo toliko bolj rabim, kakor pa mogoče on od mene. Ja, mislim, si klej spet zdaj vse to, kar se, pa ne bova šla v te tematike, ampak tako nekako, kaj se zdaj pričakuje moški, ženska, zdaj to itak je lahko že isto. To je po moje bolj individualno iz tega, kar izhaja. Sigurno, ja, ampak jaz gledam čisto tudi iz vidika, kaj je naravno, kjer ti lahko brez neke nepotrebne racionalizacije stvari deluješ dobro v paru, ne? Kaj nekdo po naravi lahko da in kaj drug po naravi lahko da. Recimo, jaz to zelo vidim pri Tamali, zdaj, kaj jo imava. Kje sem jaz močen, pa kje je Ana močna. Je pa res, da se jaz tudi veliko izobražujem o tem. No, se to je. Ja. In rad vprašam ljudi, a veš, kaj imajo otroke, kaj je tisto, kar delajo dobro. Ne to kuno, kaj obžaluješ, pač pusto, vsi bomo stvari. Vsake 5 minut ti je nekaj žal. Ampak ti človek, tako kot sem jaz tebe vprašal, kaj delaš dobro, eno stvar, ta prvo, ki jo poveš ven, je pismo stari, odnosa. Ja. In drugače sem pa videl na enem Reddit postu, ki so vprašali ljudje, če bi 1000 evrov lahko zapravil za razvoj svojega otroka, kam bi teh 1000 evrov vložil. In je folk rekel, ja, dal bi v neke tečaje, coache itd. No in najbolj upvoten koment je bil, 1000 evrov bi vložil v odnos med staršema. In mi je bila taka... Drugače res, to ti je osnova. Ja. In to tudi midva zdaj, ko sva šla sama na Finsko, ko sva imela ful mašunga, občutka krivde, pa greš na Finsko, Bog pomaga, v Božičkovo deželo, a veš, kaj je to za 3-letnika. In s tako modelu do vseh destinacij si ti izbral, mislim, jaz sem si, nimaš ga gledati, sem si izbrala fucking Božičkovo deželo in otroka pustila doma, kva mi ni jasno, veš. Ampak lih to sva rekla, midva sva osnova, midva morava iti tudi kam sama, otrok bo star 4 leta, od takrat nisva šla, pusti v 24 ur vsake tok cajta, ki ga kdo vzame. Ampak sam, da greš sam, da vidiš, če si sploh zmožen iti sam, da ni skozi samo debata o otroku, ker je bi ga taka dinamika prej slej rata in ful hitro pozabiš sam na 1-na-1. In res, koliko nama je to dal, ko sva bila zdaj sama gor, kljub temu, da ja, pač otrok je bil doma, ampak midva sva osnova, midva morava štimati in ko bo ta mal videl, da midva štimava, bo vse dobro, mislim vse dobro, malo posplošujem, ampak veliko več varnosti bo s tem, ko bo videl, da tudi midva prideva nazaj, pa ha, kjere fore, ali pa da pač se, na cajte se ne ujameš, si na drugi frekvenci, sploh če si ne vzameš, ne odtrgaš teh par ur na dan, na teden ali pa na mesec, samo za partnerja. Ja, midva z mojo so se zdaj zmenila, imava date night. Ja, enkrat na 14 dni. Mi dva imamo isto. A res? Ja. Respekt. Najbolj. In je res dobro, ne? In mi imamo tako, da vsakič pač en zbere lokacijo, pa drug mu ne pove. Da še ta element malo tako, kam me zdaj peleš. Bravo. Dobro, da sta se to lotila tako zgodi, ker ta mala je še ful majhna. Ta mala je stara, zdaj bo 4 mesece. Ja, bravo, pa mi da sva rabila 2 leti za to. Ja, imava tudi babice, a veš, mislim, fuli privilegij med babice,
Ker dejansko res lahko daš za 4 ure, ne, pač ne pumpa si mlek in daš po flaški in to je to. Tako da sploh ni problema. In tudi bili smo na smučanju, je šla babi zraven, sva midva bordala cel dan, prišla nazaj. Nekaj najlepšega. Zdaj gremo na Fuerto, s drugo babico, bo tudi ona malo tam počuvala, pa bomo se skupaj družili. Veš pa, prav je tudi, ker bo ta mala prelclej videla to. Ker bo videla ta vzorc, da je prav, da si starša vzame ta cajt samo za njiju. To je nekaj najboljšega. Res je. Res. Pa še eno stvar sem prebral dobro, ker sem ti jo hotel že prej povedati, ker si govorila o samozavesti, nekaj, da za samozavest boste pa še malo delali. V bistvu, a veš, kad ti otrok prinese risbico ali pa nekaj, kar naredi, ne? Pa ti reče, to sem zate narisal. Tako po defaultu je reakcija, kako lepo, wow, itd. Ja. No in je v bistvu ta majster, ki je ta posnetek naredil, rekel, da daj ti njega vpraši, ta malo ga vpraši, kako se njemu zdi. Ne? Ja. No in je rekel, da je to ful dobro pol tudi za življenje, da ta malo ne bo iskal potrditve zunaj, a ne? A je to zdaj vsem cool ali ni, ampak bo dejansko sam znal ozavestati. Tako, ozavestati, kdaj je nekaj dobro, pa kdaj ni. Ker ga je vprašal za to risbico, ne, je ta malo rekel, ne vem, tako, narisal sem jo, ampak bilo bi boljša, ne. In je pol iz tega bila tudi debata, kako bi bilo lahko boljše, lahko bi to naredil, pa to, da mu pustiš v bistvu, da domišljija igra, ampak ga ne pa daješ v situacijo, kjer zdaj ti njega ocenjuješ, koliko je dober, ne. Se mi je zdela ful dobra. Ful dobra, mislim, ful dober pristop. Ja. Pa ki je v bistvu tak majhen trik. Čist majhen. To so 3 besede. Ja. Res, kako se tebe, 4. Ja, dobro, so vse. In že sam, ampak kaj je ključno kle, da se ti kot starč ne pozicioniraš konstantno v unga, ki more. Avtoriteta. Tako, ja, ne. Ampak da v bistvu ti njemu pustiš, stari, da ti v bistvu sam poskrbiš za varnost tega prostorčka. Ti pa odkrivajo se. Ja, ko Marjanca. Ja, deli kar hočeš, a ne, ampak pa čuno. Ful dober, ja. Ja. In že, a pa recimo še ena stvar je, ker ta mala recimo joka, ne. Ne vem, kdo jo je imel v rokah, je bila ena prijateljica, kdo in začne jokati, joj, boga, itd. Kaj pa ji manjka? Ne, joka. Sem rekel, ja, vem, da joka pač. 3-mesečen otrok je, kaj pa bo delo? Ampak zakaj bi jaz zdaj tukaj, joj, ko si boga, itd. Jo božu tam, pa ne vem kaj. Se ni treba na to. Te boli, pa ne vem. Lej, jaz sem kle. Ti me čutiš fizično, dam te na srček, da ga slišiš. Der se, utepi se, deli kar češ. Navarnam si. Ja, navarnam si, ja, ne, točno to, ne. In starševstvo je ena zdaj veja, ki se jaz z njo pač spopadam, ne. In me ful veseli. Ful odkriješ vse. Ja, pa koliko lahko daš. Ja. A ne? Če se ti tega zavedaš, da ti že pri teh majhnih letih daješ, in Ana ima 2 nečaka, Rene pa Vito, a ne, kralja, oba največja. En je 5 oziroma 6, drug bo pa 3. Zakon. In to je pa, a štekaš, to en Rene ima tak spomin, da on si zapomne, on ima zdaj ta album, ne veš, kaj imaš v šparu, te nalepke. Ja, tele odkrivaš, ja. Njemu manjka 5 nalepk. Jaz sem mu jih prinesel zdajle, pač en pokec, on je nalepke pogledal. Pa je vedel? To imam, vse ve. Vse. On se spomne. A to je 5 let star. 6 let star. Ampak je tudi njegova mama Valentina zelo inteligentna in tako si je vse zapomnila, ta fotografski spomin pa to. Ja. Ampak ja, in iz tega vidika sem jaz tako, zakaj jaz tebe toliko podcenjujem, stari? Pa ti, jaz ne znam se spomniti, kaj sem se 10 minut nazaj svojo željo pogovarjal, stari. Ti pa menkle zlistaš številke, ki so unmo. Ne, cari so res. Ja. Te druge je pa bolj tako. Te drugi so pa je zmer. Ja. Drugačno sta, karakterno fula, ne, ampak vidiš pa, da je vzgoja na mesto. In jih Valen in Uroš jih zelo lepo vzgajata in imam jaz tudi ful dober model, veš. Pa pri Poloni isto imam ful dober model, kako pač kot partnerja. Kaj sem jaz dobrega slišala že zanč, je bilo, ko se 2 brat pa sestra pogovarjata, kakor da se ne spomnita, da je nekdo to pa to doživljal, medtem, ko je ta prvi otrok rekel, jaz sem to doživljal, ti nisi. Reče, kako če ima ista starša? Nima ta istih staršev. Ker
starš drugega otroka ni isti starš prvemu otroku. Wow. A veš, ti se v bistvu na ta prvemu otroku hočeš, nočeš, se ful učiš. In za ta druga že znaš, samo ta drug te pojma vzjebe s svojim karakterjem, ker ponavadi glih ne pali, poj ta druga, mislim, opale, ne palijo iste fore. Ampak ja, da v bistvu ti tudi kot starš se ful razvijaš, ne? Se pravi, ti nisi, če imaš 3 otroke, nisi isti starš vsem 3 otrokam. In to se tudi ti moraš zavedati, da če en od tvojih otrok, recimo ta prvi, bo mu določene travme, ker je, bi ga, temu se ne moramo izogniti, ti misliš, da najbolj delaš, čez 20 let ti bo pa rekel, kles me zatraumiral, ja, fak. A veš, pa lahko se trudiš na vse pretege, da ga ne bi. Ja. Ampak recimo, da ta prvi ima neke travme, ta tretjih ne bomo, zato ker ti bil pri ta tretjemu že čist drug starš. In vse glih neki je vreden, tudi tisti, kar si pri ta prvemu naredil. Ampak ja, nisi skozi isti in se ful razvijaš z vsakim otrokom. Ja. Kar je dobro. Ja, zavedati se, da so tudi oni prišli nas učiti, ne? Ja. Ja, itak, vse to verjamem, da zdaj si že kar doživela. Si tudi že čez ta podcast povedala. Ne? Ja. Kako ti je bilo, drugače, mislim, biti na podcastu v takem formatu? Ful dober. Ja? Res, no, mislim, na začetku sem imela ful stremo, no. Priznam. Ampak ne, ful sproščen, ful zakon, kot da bi se poznali 20 let. Ja, ampak lih to je meni čar, da nimam te predpriprave, pa da se pridobiva na kavi, pa karkoli. Zato, ker se mi verjetno trapa zdel ti govoriti stvari, kot si jih 5 minut nazaj slišal, ali pa 3 kofete nazaj. Energija je druga. Tako da je dober pristop. Ja. Dobra tehnika. Ja, pa tudi mislim, da je to za ljudi, ki tebe že odprej spremljajo, je nekaj lepega, da se ti lahko pač predstaviš na nek način v takem prostoru, ki tebi tudi odgovarja. Siguren. Veš, in da ni konstantno samo neko vprašanje, odgovor. Se mi zdi, kot če malo retrospekcije. Ja, zaplavaš v bistvu čisto v svojo smer. Meni je bila zelo všeč tale epizoda in tudi spet Gorenjka, še ena kljukca, tako da zdaj bojo gosti po moje kar 90% Gorenci. Ja, kar ima nas puno, klele. Ja, dobri ste. Ta pristnost, veš, nekako se čuti že čez govor. Ne vem, če je to fora Gorenci. Pa ta preprostost, ne vem, pač bolj ves, kaj si tako nekako mislila, čeprav pol so v globini. Ja, ko prideš v globino, niti ne. Imam pa eno vprašanje še, ki ga vsem gostom dam, se verjetno ti je Žiga že povedati. Ja, mislim, sama vem. Če bi jutro umrla, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Ja, po moje lih to, kar sem že vmes rekla, da ni treba dokazovati svoje vrednosti. Da si z namenom tukaj, da tvoj obstoj je pač neki vreden in da ni treba upravičati njega, ker si tlele z razlogom. Pa niti treba na vse pretege se truditi, da ugotoviš, zakaj. Če ne drugega, je že tvoje poslanstvo to, da delaš dobro tlele, pa v kakršnikoli formi. Hvala ti, Ema, hvala ti. Pa vso srečo z vsemi projekti, ki te še čakajo. Ko mi čakam, da kakšnega slišim. Hvala. Top.